Če bi zdajle lahko šel v preteklost obiskat majhnega Sašota, bi mu rekel, da že prej začni harmoniko vežbat, ker to boš po poklicu in če boš majhne rezerve imel, ne bo nič narobe. Sem Sašo Avsenik, živim tukaj v Begunjah na Gorenjskem, sem star 25 let in moje poslanstvo je, da sem eden izmed, teh ansamblov, ki igramo Avsenikovo glasbo. Srečo imam, da mi je star oče Slavko Avsenik, oče Gregor Avsenik in da je bila glasba v naši družini vedno prisotna. Zdaj pa v bistvu z mojimi 7 kolegi igramo praktično vsak drugi dan in skrbimo, da narodno-zabavna Avsenikova glasba živi naprej. Ko sem bil 17 let star, sem začel majhen bolj resno harmoniko igrati in tako predvsem zaradi sebe, zaradi hobija, zaradi želje. In ta želja je bila tako močna, da sem v bistvu naenkrat postal profesionalen harmonikar, s tem hočem reči, da lahko od tega živim. Moje jutro se ne začne brez glasbe, ker dokler si ne zavrtim enega komada, si ne poženem možganov. To je namesto kave za mene. V življenju mi je bil največji izziv priti na Triglav. Bil sem 16 let star, strah mi je bilo, še zmeraj je strah višine, tako da takrat sem sam sebe premagal. Uspeh. Mislim, da v enem letu narediti 180 terminov z mojim ansamblom in poleg tega še izdati album, pa v bistvu najti čas za družino, da je bil tisti največji uspeh, da imaš prosti čas in delo, pa da je na koncu vse dobro klapalo. Najboljši izum na svetu je za mene harmonika. To pa zaradi tega, ker v bistvu dobro zveni, z njo lahko zaslužiš, v bistvu te sprošča in ko jo odpreš, pa rečeš, se to ni možno, da je to človek naredil, ker je toliko enih delčkov, tako da se mi zdi, da je še zdaj to tak nek tehnološki presežek, inštrument harmonika. Najlepši kompliment, ki sem ga dobil v mojem življenju, je povezan s starim očetom Slavkom, ker je nekoč, ko je poslušal naš CD, sam rekel, da bi se zelo dobro počutil, da bi z nami v ansamblu igral in je bil to za našo celo ekipo najlepši možen kompliment. Probam zmeraj pozitivno razmišljati. V bistvu vedno najdem eno dobro misel za vsako stvar in tudi probam tistim ljudem, ki jih vidim okoli sebe, da niso tako dobre volje, da bi jih animiral. Sicer sem po družbi rajši majhen nazaj potegnen, ker imam na odru več pozornosti, imam v privatnem življenju rajši manj. Največje veselje v mojem življenju sem imel to nekje 6-7 let nazaj na božično jutro, ko se je pripeljal k nam domov avto od starega očeta in mi je takrat za božič poklonil svojo harmoniko. In to je bila zame, še zdajle je v bistvu najlepša zveneča harmonika in tisti dan je bil zame res nepozaben, ker lahko bi on dal v muzej, lahko bi jo dal kamorkoli, v bistvu je dal pa meni in je bila to za mene ena taka nepojastljiva čast. Ljudem bi svetoval, da bi probali tako, kakor so včasih znali malo bolj potrpeti. Potrpljenja manjka in ne samo stvari stran metati, ampak tudi kaj probati popraviti. Pa ne govorim zdaj samo materialno, ampak tudi razmerja, ki jih imamo. Jaz probam v mojem življenju se z nekom skregati oziroma zaključiti, pa se nikoli več ne javiti, ampak probam se pogovoriti, pa da se nekako posloviš z takim odnosom, da lahko jutri tega človeka spet nazaj pokličeš.